Po Mariboru je sledila normalno zopet težka tekma. Vsaka tekma je poglavje zase in bilo je potrebno se pripraviti na tekmo po 3 dneh, po takim z naše strani nepričakovanem in nezaželenem porazu proti Mariboru. Fantje so danes odigrali zelo dobro, pristop je bil pravi, Velenje se je prikazalo kot čvrsta ekipa, zato je seveda bilo potrebno vztrajati, da smo prišli do pozitivnega rezultata, kar se nam je obrestovalo v drugem polčasu. Tudi v prvem polčasu smo imeli 3-4 lepe priložnosti, vendar nismo realizirali, nismo bili učinkoviti v zaključku. Vendar v drugem polčasu smo normalno stopnjevali igro in ritem, da smo prišli do svojih priložnosti in na koncu smo izkoristili in na koncu zmagali s 3-0, zasluženo zmagali. Ja, Rudar je pokazal, da je zelo trd nasprotnik, pokazal, da vsak zna igrati, bili so trdi, vedno so bili pač pri žogi in pa smo pokazali, da smo boljši, čeprav prvi polčas smo imeli priložnosti oni, mi tudi, sam je rezultat bil 0-0, potem smo pokazali, da smo dosti boljši in zasluženo zmagali. Fantje si zaslužijo čestitke za dosedanje tekme, ki so jih prikazali v prvenstvu. Čaka nas še 5 tekem, tudi v pokalu MNZ imamo še za odigrati. Ob temu seveda, da so fantje obremenjeni, ki imajo tudi šolske obveznosti, si zaslužijo vse čestitke in aktivni smo od nekako polovice julija meseca. Drugi polčas smo začeli bolj odločno, podaje so bolj stekle, napadalci so bili več pri žogi, kot smo si to mislili, zato smo tudi potem dosegli te 3 zadetke. Mislim, da smo si zmago zasluženo prislužili in sedaj pa odhajamo na težko gostovanje k Jadran Dekanom, ki so to soboto premagali bravo publikum, ker vemo, da smo mi tudi težko zmagali. Zato bomo mogli iti tekmo trdo in pa seveda poskušali zmagati. Tako da bo potrebno še ta mesec do konca zdržati, odigrati te tekme. Jaz verjamem, da fantje so tega sposobni in zmožni, željo imajo, voljo pokažejo. Tako da cilj nam je, da na vsaki tekmi gremo po 3 točke. Jaz verjamem, da jih bomo nabrali čim več in da bomo ostali v vrhu po jesenskem delu sezone.